Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v tem sobotnem večeru. Pred nami je poseben pogovor, ki je nastal v okviru projekta Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja, ki ga pripravljamo skupaj z razvojno agencijo Sora in v okviru katerega smo v minulem tednu pripravili na dvorcu Visoko posebno okroglo mizo z naslovom Mamice skozi izzive podeželja. Prisluhnite, kaj so nam povedale naše gostje Ana Gantar, Petra Potočnik, Janja Bernik, Eva Golob in Lucija Pinterič. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v Kalanovi sobi dvorca Visoko. Danes smo se zbrali v okviru posebnega projekta Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja, v okviru katerega izpostavljamo tematike, o katerih smo prepričani, se govori premalo in jih odkrivamo tudi skozi ta projekt. In danes se posvečamo predvsem izzivom, ki jih imajo mamice na podeželju. In zelo sem vesela, da so se nam pridružile danes 3 mamice z našega škofjeloškega podeželja in 2 strokovnjakinji v okviru okrogle mize. Pozdravljeni tudi vsi predstavniki medijev, spoštovani gostje. Kasneje boste lahko seveda tudi sami zastavili svoje vprašanja in tako vzpodbudili pogovor o tej temi, o kateri smo se že prejle izven pogovarjali. Lahko rečemo mamice kakšno besedo več. Ne samo o izzivih, tudi o tistih pozitivnih pleteh, z njimi bomo zagotovo zaključili, ampak izzivi so tisti, ki jih bomo danes izpostavili. Lepo pozdravljam moje krasno omizje, zagotavljam vam, da dežja v prihodnjih dneh ne bo, da pa bo kakšna debata tudi na to temo. Začenjam nasproti mene Petra Potočnik, kmetija Pršupc z Hotavelj, mamica 3 otrok, že skoraj odraslih, lahko rečeva, a ne? Sicer pa mojstrica drobnjakovih štrukljev, začela z rezanci. O njeni zgodbi bomo potem skozi pogovor povedali še kaj več, ker se ni pri rezancih ustavilo. Z menoj tudi gospa Lucija Pinterič z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, vodja psihosocialne pomoči. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tudi z nami bomo odkrivali, kje lahko ne samo mlade mamice, ampak vsi na podeželju poiščejo pomoč, kadar je ta potrebna. Zelo sem vesela, da ste z nami. Z menoj Ana Gantar z Žirovskega vrha Svetega Urbana, čarodejka črnega zlata, napitka terjaka, domačega terjaka in mlada mamica, pa še mojstrica veliko kulinaričnih dobrot, bova rekli, ampak tudi o tem bova kasneje še kakšno besedo več. Sicer pa tudi z kmetije Punčar, Janja Bernik. Janja, dober dan. Mamica najmanjšega otroka danes tukaj, ker je še vedno na porodniški in tam le zunaj čaka, kako mu je ime? Izidor, ki ima 8 mesecev, ne? Tako. Pa Eva Golob, lepo pozdravljena Eva, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, s katero bomo tudi poklepetali o tem, če imamo kakšen primer dobre prakse v Sloveniji ali pa v tujini, prav na to tematiko, na izzive podeželja. Dober dan, drage dame. Začeli pa bomo kar z mamicami podeželja, Petra, kar midve. In sicer, ko je padla odločitev, da ostaneš doma, če mi dovolite, se bomo ker smo znane tikale, ko je padla odločitev, da ostaneš doma, česa te je bilo najbolj strah? Oziroma, kaj je bilo tisto, kar je porajalo največ vprašanj? Ja, težko vprašanje, Martina. Vedno, ja. Res težko za odgovoriti. Iskreno bom povedala, da se mogoče sploh nisem s tem ukvarjala, pa spraševala, kako bo, ampak tako, kot sem že povedala, enostavno sem se prepustila oziroma skočila v to morje in plavala. Res težko odgovorim, s čim bi se, kaj me je toliko skrbel. V bistvu je bil moj fokus sam to, da je treba preživeti. Da je treba delati, da od nič ne bo nič. Da je treba se razvijati.
To bi morala tudi v mestu, od kjer si prišla na naše podeželje, a ne? Ja, seveda, jaz sem bila prej, sem po izobrazbi medicinska sestra, sem imela pred svojo službo, tako kot sem rekla, življenje je pripeljalo do tega, da sem ostala doma, ampak z vsem tem obveznostmi, ki so bile takrat doma, se niti nisem spraševala, a bom to zmogla, ampak enostavno, seveda bom. A so ti kdaj rekli, mestno dekle, kako boš ti na Hotavljah? Ja, kdaj je bilo tako, da kako boš, odkje si se to naučila ali pa kvat pa je, da si šla na, ampak tam to te pripelje ljubezen, to je življenje, ampak ne, meni ni žal, da sem se za to odločila. Jaz bi se danes še enkrat odločila za kmetijstvo. Ana, ti si pa rojena na kmetih, ampak vseeno je v tebi dozorela odločitev, da ne boš hodila in v službo in delala doma, imela še mogoče neko dopolnilno dejavnost, ampak da bo tvoje delo fokusirano na delo na kmetiji. Zakaj? To je bila moja želja. Vedno sem hotela biti doma. Mi dva z možem imava zdaj sadjarsko kmetijo in mi ne bi treba doma ostati. Pač nimam živali, da bi jih mogla zjutraj in zvečer nakrmiti, ampak enostavno moja želja je bila, da res naredim ene svoje izdelke, da bi bili ljudje zadovoljni s tem, pač, kar delam. Enostavno, ne vem, želja je bila tako močna, da se je pač razvila. Janja, si kdaj dvomila, čeprav kot edinka, si verjetno čutila v sebi, da bo to tvoje poslanstvo, ampak je prišel kdaj trenutek, kaj pa če bi raje službo od 7 do 3? Ja, ne vem, če bi bila od 7 do 3, kakor sem v študentskih cajtih probala, bi bila od 8 do 4, pa da prideš z Ljubljane 1:05, pa je pa že noč, ne. V glavnem, to poslanstvo kar začutiš, mogoče sploh iz tega spoštovanja svojih prednikov, ki si nekako predstavljaš, koliko neke volje, energije, truda so mogli vložiti to, da je pač kmetija obstala tako, kakor smo jo potem prevzela. Realno pomisliš kdaj na to, ker pač pride kakšen slab trenutek, ampak to je trenutek, ki ga prespiš, pa potem spet te, ne vem, ali te stranke popeljajo, ali te lepota narave in dela dvigne in si dober spet za nekaj časa. Lucija, kakšni izzivi pa sicer so na podeželju pri mladih mamicah, pri mladih kmeticah, ali pa tiste, ki mogoče niso kmetice, ki samo živijo na podeželju, s kakšnimi izzivi se največkrat obračajo na vas po pomoč? Zdaj tukaj na psihosocialni podpori za kmete, jaz imam samo s kmeticami v bistvu kontakt, tako da mlade mamice največkrat ravno to, ko je, ne vem, služba, potem še gospodinjstvo, skrb za otroke, še delo doma, mogoče še skrb za starejše in potem, ker pride tega preveč, pridejo tudi te strahovi ven, kako bom zmogla, najprej pride do nekih teh nespečnosti, malo tako razdražljivosti, potem že kar ugotovijo, da ne znese več, je preutrujenost, potem se pa začne tako valiti eno z drugim. Moram pa poudariti, da je izgorelosti ogromna. Ogromno, skriva se pa zelo za tem deloholizmom, za tem tudi mogoče zanikanjem, da ne, vse je v redu, vse mi še vse znese, jaz lahko, ampak na eni točki recimo pride pa do tega, da potem telo odpove. Takrat pa vemo zagotovo, da je to že tista zadnja faza izgorelosti in da enostavno ne gre več. Tako da moram reči, da meni je malo žal, da se tako pozno v bistvu tudi mlade mamice odločajo za neko tako podporo. Ravno zaradi tega, ker tako veljajo, da kmetje zmorejo vse, ogromno so trpežni, trdoživi, treba je stisniti. In je ta delo tako močna vrednota, da to žene, to kolesje res velika do nekih izgorelosti, pa zraven pa tudi mogoče do pridruženih
kakšnih drugih duševnih motenj, tudi anksioznosti in depresije je potem dosti. Pa kaj enkrat telo odpove, pa niti nimaš izbire, pa moraš presekati, prevrednotiti stvari in pristopiti drugače. Je to še vedno tudi vendarle mogoče stigma, čeprav danes govorimo o mladih mamicah, o tistih, ki prinašajo novo energijo, mladost, vendarle na veliko kmetijah vstopajo v življenje, kjer je medgeneracijsko sožitje, ampak hkrati tudi medgeneracijski izzivi se pojavljajo. Je to še vedno stigma poklicati oziroma poiskati pomoč, tudi med mladimi? Še vedno je stigma, zato sem tudi vesela, da je v bistvu ta služba, ki je v bistvu zagotavlja to diskretnost tudi tistim, ki pokličejo. Tako da je stigma, ne mogoče toliko zaradi razmišljanja mlajše generacije, ampak zaradi pritiska starejše. In potem ta pritisk je pač, ne vem, fizično zdravje vseeno je odprta tema, lahko govorimo o tem, predvsej pa duševno zdravje imamo pa kar tako, to pa že ni nekaj v redu. In težko govorimo o tem, tako da sem zelo vesela tudi takih oddaj, kot je danes, da se govori o tem in da se v bistvu zmanjšuje ta stigma duševnega zdravja. Če zlomimo nogo, imamo kaj pokazati, a ne? Ja, zelo smo v kmetijstvu, vsi smo naravnani tako, da moramo videti, moramo otipati, moramo zmeriti. Pri duševnem zdravju pa ti težko bolečino ovrednotiš. In tudi, če bi jo ovrednotil od 1 do 10, jo vseeno ne moreš videti, ne moreš otipati in ne moreš dokazati, da je to 8. Eva, mladi na podeželju, mlade mamice na podeželju, ko se pogovarjate v zvezi, kje same vidijo največ težav, a je to mogoče ta vse prisotno delo tista največja težava, ali mogoče včasih to, da so osamljene, takrat sploh v času materinstva preobremenjene. Kaj je tisto, kar v Zvezi društev, v Zvezi slovenske podeželske mladine največkrat slišite, oziroma kje mlade mamice največkrat poiščejo pomoč? Največ težav oziroma izzivov vidijo jih pred tem razporeditev dela, kdo bo namesto njih naredil delo, še posebej v prvih mesecih, ko otrok res potrebuje 24 ur na dan svojo mamo. Če živi pod streho več generacij, se to delo mogoče lahko razporedi, včasih ne. Velikokrat se pogovarjamo, da je še vedno težava ta medgeneracijsko sodelovanje, sožitje, več generacij pod isto streho. Še posebej, ker naši starši vedno gledajo, če smo mi zmogli, boste tudi vi zmogli, vedno se gleda to za nazaj in nismo prišli toliko daleč, da pač vsaka generacija, vsak človek je drugačen, potrebujemo vsak svoje drugačne potrebe. Tako da jaz bi predvsem rekla ta razporeditev dela. Če so mamice osamljene, jajne, odvisno od podeželja, če je to bolj urbano podeželje, če živijo blizu mesta, če je bolj strnjena vas ali živijo bolj na podeželju. Fajn je, narava, super fino fajn, da si lepo v miru, po drugi strani si pa ja tudi osamljen. Tako da spet odvisno od človeka, bom jaz rekla, ampak če pa vse dejavnik oziroma se izzive daš na kup, pa mislim, da na koncu do te pride do neke težave, ki se je pač ne vidi na ven, kot je že Lucija omenila. Tako da mislim, da vsega pomalem, da bi bil pa res samo eden izziv, da bi pač imela vsaka mamica samo eno težavo, pa mislim, da ne. Raje več. Ja. Petra, kje bi ti pri svojem delu, takrat, ko so bili otroci čisto majhni, pa če primerjaš mogoče kar zdaj, ko se najstarejši sin že odloča, da bo ostal na kmetiji, kje bi sama potrebovala pomoč? Kje bi tebi takrat najbolj prišla kakšna roka, kakšen nasvet? Jaz se spomnim enega obdobja, oziroma enega tega trenutka, ko sem v bistvu v gospodinjstvu. Meni je bilo pomemben zame, da sem bila jaz jaz v redu, da imam porihtano gospodinjstvo. In pač seveda, lahko sem imela prevelike zahteve od sebe, oziroma da sem preveč pričakovala, kaj bom, pa kaj ne bom, ampak en določen čas je bil vsem tam moj gospodinjstvo, da pač mora biti porihtan. Pospravljen. Ja, pospravljen, tako je meni prav. Sej za mogoče za enega drugega ni bilo pospravljen ali pa za ta drugega preveč, to je zdaj spet tako, ampak jaz sem mogla funkcionirati v tem mojemu gospodinjstvu, da sem imela tisti svoj red. Ker če sem imela to porihtan, je bilo vse v redu. In
Moja tašča je pač takrat še hodila v hlev, skupaj sva tudi skrbele za njeno sestro, ki je bila že ustarela, mož je hodil v službo, kar smo vsi podpirali. Pač pa jaz sem tudi zelo zgodaj šla v hlev po porodih. Ni bilo tistega, da bi bila en let nekje pocrklana, ampak pač tako je bilo, to si sprejel in to si naredil. Ampak ja, meni je bilo gospodinjstvo. Da je bila, ne vem, da je bil tisti red. Si šla kdaj kasneje tudi spati zaradi tega? Ali vsak dan? Jaz moram povedati po pravici, da jaz hodim skoraj spat, ker ne zmorem. Ne zmorem, zvedno, ne vem, lahko sem zjutraj zgodaj vstala, pa zjutraj sem prej vstala, pa porihtala zadeve, nekako se spol organiziral. Ne. Enkrat je prišla z neka, prosim, prid, boš imela malo otroke, en pa porihtala po kuhanji. Tist mi je toliko pomenil, ker je ena prijateljica prišla za... Ampak sem pa rekla, no se bi mar biti lahko drugače takrat organizirala, pa kaj drugače naredila. Ampak to je bil tisti trenutek, a nekaj se ga danes spomnim. Jaz sem mogla imeti gospodinjstvo poštivano. Ana, če primerjamo mogoče 30 let nazaj, na podeželju mamice sploh niso dajale otroke v vrtec, ker če si pa doma na kmetih, boš pa itak sama porihtala otroke. Imaš tudi izkušnje mogoče na tem področju, ti si otroke peljala v vrtec, ko si seveda lahko? Ja, jaz sem imela otroke v vrtcu. Ampak recimo, ko sem drugega otroka, to se pravi 2 otroka, sem peljala v vrtec in ko sem jih oddala, sploh na začetku, to se pravi septembra, ko pač v bistvu še ne poznamo mamice med seboj, me je kar stisnilo pri srcu, ker nekatere niso razumele, zakaj imam jaz otroke v vrtcu. So me vprašali, ja, kaj pa ti delaš? Mislim, na kjer šiht pa hodiš, Ana? Pa tako, ja, imam jaz to doma imam dopolnjeno dejavnost, ni dosti časa 8 ur, v bistvu to jaz moram potegniti pa še čez popoldne oziroma na večer, ker pač to je delo na kmetiji, oziroma dopolnjena dejavnost. In enostavno nisem mogla razumeti, pa zakaj pa pol voziš, se si doma? Mislim, se ne rabiš ti vrtca. Se sem jih kar povedala, jaz rabim še več časa, če ga blok še dlje, ampak pač itak srce ti ne dovolj, da bi ga ti jemu zdaj, ne vem, do ta zadnjih minut. Se je naredil, pač, če sem imela lih tako, da sem mogla še speč, sem pač mogla, ne vem, 15 do 4, da sem šla iskat otroka, ampak pač tako je, ja, vrtec se rab. Pa še to je, otroci, bom rekla, do 3 let, da so doma v redu, ampak pa rabijo sociala in da otroke tako v vrtcu ogromno stvari naučijo in, ne vem, mora je to otrok v vrtec, definitivno. Janja, kako pa izgleda porodniška na kmetih? Zdaj, ko si na porodniški, pa na enih 5 projektih, pa še na današnjem dogodku. Ja, jaz včasih hecam, da je to edini čas, ko dobiš nek znesek na račun, to se pravi neko plačo, ki si jo mogoče polka v konc porodniške niti ne nakazuješ. Ja, verjetno je odvisen od posameznice, v kakšnem okolju živi, kakšno zaledje v familiji ima. Jaz moram reči, da imam to srečo, da so me kar merkali, pa mogoče tudi z vsako porodniško, ki pride, da ti že glava malo da vedeti, zdaj se vstal, zdaj si tukaj za otroka, stvari počakajo, stranke razumejo, se je sezona, pa je treba iti požeti, pa traktor peljati, kaj pa sem. Ampak, ne vem, nekako se navadiš prilagajati in speljati tudi to. Otroka vzameš sabo, tako pedonc, če ne bi bila, ne vem, sama sebe bi mogoče omejila, če bi bila strogo doma. Bi mogla pač vse pustiti, kar si pa v bistvu niti ne predstavljam. No. Dejansko ne moreš zamrzniti tega časa, živali morajo biti nahranjene, stvari grejo naprej. Za kakšen dan, 2 lahko zamakneš kaj več, pa sezona pol niti ne pusti. Ne. Pa mogoče ti je to malo izziv,
ker ja, težko je spustiti kakšno stvar, a ne, pač so projekti, so tvoje želje, so pričakovanja strank, ampak je mogoče tudi neka moja šola, čakaj, zdaj si pa ti od maja na porodniški, zdaj pa pač, ne vem, njiva ne bo zrihtana fertik, noben drug njo namesto tebe ne bo, pač letos tega ni. Lucija, se prav v tem času in zaradi mogoče popačene slike, zaradi vse več digitalnih omrežij oziroma družbenih omrežij, pojavi še več stisk prav v času porodniškega dopusta mamic na podeželju. Je zaradi tega kakšna stiska več? Prejle je Petra omenila, ne? Tudi sami si postavljamo visoke zahteve do sebe. To pa mora biti zrihtan, rože pa morajo biti na oknih, pa če izgorim. Zdaj, jaz nisem v bistvu mogoče zaradi spleta oziroma digitalnih omrežij nisem opazila, da bi bili kakšni večji pritiski ali pa to sem pa opazila v bistvu, da predvsem pri mladih mamicah, oziroma na splošno pri ženskah na kmetijah zelo poskušamo delati na tem odnosu, zdravemu pa odgovornemu odnosu do same sebe, tako kot smo že zdaj tudi slišali. Da probamo ženske opolnomočiti, da v prvi vrsti se spoznajo, kakšne potrebe imajo, kakšne želje imajo in da znajo na zdrav in odgovoren način poskrbeti zase. Ker na kmetiji vedno je ogromno stvari za narediti. Tega časa, da bi nekdo rekel, ok, zdaj pa vse narejeno ni, tega stavka ni na kmetiji. In dejansko si moraš sam postaviti neke prioritete. Imamo pa problem v bistvu zdaj je med generacijami, zaradi tega, ker starejša generacija mogoče zelo z obsojanjem gleda na mlajšo, ko si mamice v bistvu vzamejo več časa tudi za otroke in za vzgojo. In potem znajo, mogoče imajo tudi obsojati, tudi imamo obrekovanje in tako naprej. In iz tega pa pride tudi malo tega občutka krivde, tudi tle smo slišali, glede vrtca in tako naprej. Moramo pa vedeti, da starejša generacija je odraščala drugače, druge vrednote so bile. Je bilo pomembno, da je otrok bil nahranjen, da je bil na toplem, da je preživel, da so ga spravili do kruha, bi se tako rekla. Ampak posledica tega žal je, da imamo zdaj ogromno enih ljudi z veliko problemi, ki se ukvarjajo tudi sami sabo. In pozna se tudi seveda to zelo v partnerskih odnosih. Zdaj v bistvu bolj posvetiš kot mama čas otroku, bolj v bistvu več vložiš v ta starševski del, kasneje se ti pač bolj obrestuje. Ker zdaj ta starejša generacija, recimo, zelo opažam, da se pojavljajo ljudje, ki imajo zelo veliko težav s svojo lastno vrednostjo in pa se ukvarjajo z tem, ker je bil oče v bistvu nekako odsoten iz njihovega otroštva. Kljub temu, da je bil skozi na kmetiji, ampak ni bil prisoten v odraščanju, v stikih, v odnosih. Na drugi strani se pa pol tudi vidi v tem partnerskem odnosu, da seveda to imamo potem ta odnos, ker ga sicer rada povem, ko sem začela delati, sem mislila, da je mit, ampak ta tašča-snaha odnosa je tudi posledica tega, da recimo pri starših ni urejen partnerski odnos in potem se mama v bistvu čustveno naveže bolj na sina. In takrat potem nastane ta tašča, ki je nekako nezaželena v tej medgeneracijski družini. Tako da to so vse posledice tega, ko bi človek rekel, nezavestnega starševstva, nezavednega starševstva, ki ni bilo vložka v to, ko bi človek rekel, zavedno vzgojo. Ampak takrat je to tako veljalo, starši so se ne narobe razumeti, so se potrudili maksimalno, kolikor so se lahko v tistem času po svojih zmožnostih in tudi kolikor so sami bili deležni te neke in ljubezni in pozornosti. In to je to, ker jaz mislim, da če mama zna na zdrav pa odgovoren način poskrbeti zase, jo otrok gleda, ker otroci nas gledajo, nas ne poslušajo.
In vsaka mama si želi, da bo tudi njen otrok znal poskrbeti zase, ne? In to je osnova, da gledajo v bistvu starše, kako znajo, in pa seveda, da se znajo potem tudi, ko se reče, navigirati v partnerskem odnosu. Mislim, da je to največje poslanstvo, kar lahko damo svojim otrokom. V kolikšni meri, drage mamice, vprašanje zdaj za vas, v kolikšni meri se v letu 26 še delijo dela na kmetiji na izključno moška in izključno ženska dela, Janja? Ja, pač jaz iz lastne izkušnje priznam, da si samo sebe, da bi mogla sama biti na kmetiji, ne vidim. Zato tudi delamo v to smer, da bi mogoče bila oba doma, ker vsem so pa kakšna bolj težaška dela ali pa stvari, ki tebi ne ležijo. Sej, ne vem, imaš kolegice, ki obvladajo traktor, pa jim ni problem s prikolico leteti. Imaš pa eno, ki ji še kombi problem pelati. Pač sej to mogoče res stereotip, ampak meni se zdi bolj pomemben, da se pač mogoče oba zmenita, aha, tebi to ne leži, da bom jaz to naredil, ali pa jaz ti lahko tokle preskočim, da je lahko ti ostalo narediš. Nekako neka vzajemnost, pa nek spoštovanje drug do drugega, pa neko razumevanje, pa pol se vse naredilo. Je pa veliko tudi dela, ki pa morajo pač vsi, pa ne glede na to, je to moški, je ženska, je otrok, je starejši, je mlajši. Pač vsem so kakšna taka večja dela, ki moramo pa vsi zagrabiti pa narediti. Skrb za otroke je pa verjetno drugače razdeljena, kot je bila 60 let nazaj. Pošli misli, ko bo 15, da bo znal voziti traktor. Verjetno si zdaj drugače razdelita delo, a ne z možem. Ja. Ana, kako je pri tebi? Pač, kot sem že rekla, jaz prihajam iz kmetije, kjer v bistvu sem delala vse. Mene je pokojni ati navadil v bistvu vse, edino stvar je rekel, ki jo pa ne boš, je pa motorka. To pa ni za ženske. Vse ostalo lahko delaš, to se pravi od košnje s traktorjem, od košnje pa do spravila, pa do, ne vem, gnojnice, voz. Ni noben problem. V hlevu vse. Pač ja, je, kar se tiče, bom rekla, fizičnih nošen, recimo kakšnega cementa, tudi to sem nesla, če je treba, ampak ajde, dajmo to v moškem delu, a ne. Ja, tako, kar se pa tiče zdaj doma, ima pa tako, da recimo, sicer zdaj je že sin tudi toliko starejši, da že gre možu pomagati v gozd, drugače pa prej, ker recimo, ker niso otroci, bili še dosti veliki, sva midva šla v gozd, jaz sem bila na traktorju, on je pa žagal, držal pa z njo delo. Ker se pravim, vsak, kukar je sposoben, naj naredi, pa da je varen. Jaz sem tako rekla, če si sposoben voziti traktor, ga voz, ampak ga varen voz. Jaz recimo zdaj ne grem več v breg, ni šans. Pač toliko časa nisem bila na traktorjah, da pač, pa sem prej recimo bila bolj pokonjska, pa v ravnina, ne? Ampak ja, gre tudi, bom rekla, s časom, pozabiš oziroma dobiš strah. Sicer pa obe sta mamici 4. Ana, verjetno se kar ureja urnik, kdo pelje otroke na različne obšolske dejavnosti, glede na to, da imate v državnem vrhu sinove v judu, a ne? Ja, trenutno v bistvu kumi čakava z možem, da bo ta starejši sin naredil izpit, da bo on to vozil, zato ker tudi on želi, je rekel, jo, mami, polet mi je rekel, mami, sem še en let počakaj, se bom imel, se bom jaz to pol vozil. Je pa res, ja, vsi 4 fanti hodijo na, recimo, imajo dejavnosti, ampak judo je pa tist vrh. In imamo, ne vem, recimo za 5 imamo ta male 2, in sta do pol 7, tisti čas imam jaz za odklop, da grem na sprehod. To sem se zdaj organizirala res, da naredim nekaj zase. Potem pa moram reči, in sem res ful hvaležna tašči, ker ona pa pripelje ta drugo rundo, bom rekla, nečakov,
vnukov njenih. Pa še moje pol pobere, ki pride pač pripelje jih domov. No. In res to, če ti ne živiš na kmetiji z starimi starši, ti to res ogromen pomen, da ti ni treba še 1 uro pa pol čakati da pač otroke pobereš. Pa pač nimaš blizu, Pa ni blizu, ja, pač moraš kar reči. Ne splača se domov. To je tista bistvena razlika med mestom in podeželjem, ko v mestu lahko otrok gre sam peš na toliko dejavnosti, medtem ko to drugače obremeni tempo družinskega življenja. Petra, kako ste si vidva z možem razdelila delo z otroki, ko so bili še mlajši, zdaj imajo že izpite? Ja, mož je bil res, mislim, pa še zmeri tak oče, da se je tudi znal z njim ukvarjati, pa veliko jih sabo vzeti v sam proces dela. Se spomnim, bil ta starejši sin v vozičku, smo ga vzeli v hlev, tako in od sedel imel prav poseben voziček, da je lahko v hlevu vse to opazoval. Veliko sta fanta na traktorju presedela ob njem in ob mojemu tastu, to je prav inoviral en tak zičk za traktor, da je lahko otrok sedel, in sta tudi oba sinova zelo zgodaj začela traktor voziti, pa tudi delati s traktorjem. Seveda, pač kar sta zmožna pa sposobna in letom primerno. So pa pač sem bila pa sama tudi vzgojena v te luči, s sestro sva bile res v podjetniški družini, midve z očetom sva ogromno stvari delale, ne glede na to sva bile punce. Midve sva vse počele, sestra sploh, ona pa ne vem, pa sva moška dela, tudi dejansko moška dela počele, in ne vem, danes na kmetiji ne gledam na to, to je striktno moško delo, to je žensko delo. Seveda, fizično delo je prav, da ima moški, ampak nekjer, mislim, sej, če nekaj znaš narediti, sej to ni nič narobe, če znaš narediti, pa da si sposoben skozi življenje iti, tudi mogoče skozi kakšno moško delo. Tast mi je velikrat rekel, veš, Petra, enkrat boš naredila, pa samo umevno. Pa res je tako. Jaz moram reči, da sem imela zelo fajn taščo. Tašča je veliko traktorirala, veliko moških del upravila, bila je pa tudi ženska. In to sta mi dala tako, pač vedeti. Sej ni nič narobe, če znaš kaj moškega, mislim. Ampak se mi zdi, da je večja umetnost pol tist, da znaš biti pri temu ženska. Da je to večji problem, kot nekaj fizičnega narediti. Jaz imam izpit za traktor, ampak traktorja ne vozim. Pa če ga je treba premakniti, ga premaknila, ampak on ga ta starega univerzala, ne te ta nove avione, ki ga še zalaufati ne znaš. Motorke tudi nam v roko parila. Bom jo nesla na servis, bom nekaj drugega naredila. Pač to sem se zavestno odločila, tudi ne upam. Enostavno ne upam. Ne vem, tudi hčera je tudi en tak lep primer je bil, ki je, mami, čist nič ni s fantom, sama sem kar liso zašraufala. Tako le prišla sem. Lej, Polona, sej ni nič narobi, če si jo, sej jo pa znaš, sej prav, da jo znaš. Jaz mislim, da je pri vsem v temu večji problem pol ostati ženska. Eva, zdaj govorimo, imamo tukaj primer zlatih tašč in dobrih meddružinskih odnosov, se pa vendarle na podeželju velikokrat, sploh pri tistih, ki so res zelo oddaljene mamice, govorimo na podeželju, pojavijo tudi trenutki osamljenosti. S kakšnimi primeri se recimo borite na Zvezi slovenske podeželske mladine? O čem vseeno potožijo mlade mamice? Tukaj imamo dame, ki sodelujejo med sabo, ki so vpete v okolje, ki v bistvu so vpete v to zlato medgeneracijsko skupnost, ki smo jo bili vajeni izpred desetletij. Niso pa vsi primeri taki. Ne, zato je pa zelo dobro, da
obstaja na podeželju še vedno društvo podeželske mladine, imamo jih kar 39 po celotni Sloveniji in jih ta društva so tista, ne srečuje se vsak dan, mogoče se sreča enkrat na mesec, pa je mogoče za kakšno tako mamico, ki je samo praznik, pa tudi če gre z vozičkom. Tako da zdaj se generacije, ki sem tudi že jaz mačkan, ki lahko bi rekla starejša med podeželsko mladino, ki se že tudi jaz gibljam v krogu mladih mamic in se dostikrat tudi jaz srečam s takim mamicam na kratkih kavicah, ko pelje svoje otroke v vrtec ali pa gre do trgovino, pa se na hitrco v bližnji drugi srečamo. Tudi to je en tak hiter, pa nisem še mamica, ampak grem rada z njimi v družbo, pa jim delam družbo in mislim, da je to čar podeželske mladine, da se potem take družine oziroma take mamice, ki imajo iste težave, iste misli, srečajo, pomagati, če se tudi samo pogovarjajo na koncu preko socialnih omrežij. Vemo pač, da so socialna omrežja tudi veliko pasti, pa veliko vsega je, ampak za take odročne, pa če jih ne morejo iti od doma, pa recimo, če še nimajo avta, pač da je samo en avtomobil pri hiši, pa je recimo mož v službi, pa kje druge, pa so one doma, da saj tako lahko pridejo v neko družbo, da niso res čisto osamljene, izolirane od vsega, pa skrbijo za kmetijo, pa za otroke potem. Tako da mislim, da je čar vsega tega, da se še vedno srečujemo, pa tudi, če je to res en kratek sprehod ali pa neka večerna veselica, bi lahko tudi kaj tega na podeželju veliko, ker jih nismo v mestu, pa nimamo z vsakim vogalom neke take dejavnosti, pa nekih krožkov, pa vsega. Tako da mislim, da, ker pač ljudje smo družabna bitja, pač mi ne moramo brez tega, da bi imeli neko družbo, pa če že doma ni, tako da se srečujejo take mamice potem skupaj. In tudi mi, ne mamice z njimi. Pa dobivate izkušnje za naprej. Tako je, tako. Lucija, v tej temi medgeneracijskega sodelovanja je vseeno bilo prej slišati tudi, da so neka pričakovanja starejših generacij do mlajših, mi smo tako, tudi vi boste, mi nismo šli na dopust, tudi vam ni treba, če si na kmetih nimaš kaj o dopustu razmišljati. Kako pristopiti v bistvu k tem tradicionalnim videzom oziroma tem tradicionalnim miselnim vzorcem, tem mlajšim generacijam, danes izpostavljamo mlade mamice, kako pristopiti, da se odnosi, pogled na življenje v bistvu izboljša vsem v prid, da ne naredimo, ne vem, še kakšne kregarije več. So mlade mamice, ki pridejo na kmetijo, ki so priženjene, rečemo, so še v drugačni luči gor vzete ali pa ne, ali pa fantje. Kako se lotiti tega vozla v bistvu, da naredimo kaj dobrega, lahko sami? Zelo odvisno, kdo pride. A tu pride nekdo iz mlajše generacije, ali kdo iz starejše. Se težave imate oba. Ampak tako, mlajše generacije jaz probam v bistvu tako nekako pogumiti, da vsem povejo, da so stvari zdaj drugačne, da bojo oni drugače delali in da najboljša pot je, da pač zadeve skupaj skomunicirajo in probajo razumeti drug drugega. Zdaj, če je to lahko dosežemo z eno tako, ko bi človek rekel, spoštljivo komunikacijo, pol je to super. Največkrat sicer ni, pravimo neke druge metode. Je pa tle bistveno, da vesta oba, se pravi in starejša generacija in mlajša, da je osnova družine partnerski odnos. Ženska zmore marsikaj, mislim, res ogromno, če jo partner podpira. In seveda obratno. Moramo vedeti, da moški ima drugačno vlogo v družini kot ženska, druge stvari prinesemo v družino, zato je tudi po eni strani delitev del je logična in do ene mere tudi deluje, ampak partnerski odnos je tisto, ki je najbolj pomemben. Zdaj, če se starejša generacija zaveda, se pravi tast pa tašča ali pa oče pa mama, da se je sin zdaj poročil in da je zdaj žena na prvem mestu in ne več one dva, pol bo to veliko lažje. Če se pa sin znajde, tako kot velikokrat se, v nekem tem precepu, koga bo zdaj poslušal mamo, ali bo ženo poslušal, ali mora tle navigirati med obema, pa so pa še neke te, ko bi človek rekel, psihični pritiski, strani mame, koga boš zdaj poslušal, sej, jaz sem te rodila, pa vse sem ti dala, pa vse sem vložila.
ženo pa rekla, čak malo, sem ti otroke rodila, ko že ne poslušal, ne, mamico ali kako. Ne, in pa se vmes se znajde. Tle se moški recimo zelo velikrat umaknejo in sploh ne komunicirajo, ne z eno, ne z drugo. Ne. Težko se je postaviti če tako pogledamo, med dve najpomembnejši ženski v njegovem življenju, a ne, in je prisiljen nekako izbirati. Tle je pa potem problem. Ne. Zdaj, če se sin, največ imam takih situacij, zato opisujem to, če se sin zaveda, da je žena tista prva in one dva skupaj stopta in predstavta staršem situacijo, takole bo, sta veliko močnejša in veliko več lahko dosežeta. Ne. Ni pa vedno tako, se je to vsak primerja za sebe. Ne. Se s takimi primeri tudi na zvezi soočate oziroma kako jih poskušate reševati, kako poskušate v takih primerih pomagati? Ja, teh primerov je žal kar veliko. Ponovadi, če se res ne da rešiti oziroma z nekim pogovorom, pač, ko se z nami pogovarjamo, jih vedno potem pošljemo na Kmetijsko-gozdarsko zbornico, pa pač poskrbijo strokovnjaki za te stvari, da se oni brez njimi pogovarjajo. Ampak mislim, da še vedno žal ni prišlo do te mentalitete, da je pač to medgeneracijsko sožitje na podeželju zelo, zelo pomembno, bolj kot v mestih, ker vseeno pač ozadje je neka kmetija, neka stvar, ki pač mora živeti skupaj. So večkrat pri tej medgeneracijskih izzivih izpostavili ste matere in žene. Je večkrat tam se pojavlja konflikt kot med očeti, sinovi oziroma očeti in zeti? Ne vem, če se večkrat, vem, da več žensk pride, ne, po vprašanje, po pomoč, po usmeritve. Ne. Nimamo pogleda v to, katerih je več. No. Ja, večinoma ženske, ja, pa več, moram reči, več starejših žensk, več starš ali pa več mam pride recimo po pomoč kot ta mladih. Ne. Zdaj, ker se po eni strani logično se mi zdi, ko si ne vem, mama odraslega otroka ali pa tašča, ne, nekako pride tisto obdobje, ko začne življenje drugače gledati. Ne. Mlade mamice so le okupirane z materinstvom, gospodinjstvom, še službo, pa delom na kmetiji, ne, in je vsega preveč in enostavno ne vem, še ni, ne. Razen če je res zelo kritično, ne. Takrat, da so res te razdori v družini tako kritični, ali pa da pride res do neke izgorelosti, do nekega kolapsa, potem pa pridejo tudi na mlajše. Da ne bom samo jaz zastavljala vprašanj, imamo tudi publiko. Jaz ponavadi rečem, ne vsi naenkrat, ker je to taka lepa slovenska navada, da začnemo vsi, imamo strašno veliko dela z čevlji, ampak bom zelo vesela kakšnega vprašanja izmed publike. Hvala še enkrat res vsem, ki ste si vzeli čas. Če imamo kakšno vprašanje, mi lahko govorimo še do jutra, brez problema. Ampak naše sogovorkinje bodo na voljo seveda tudi potem, kasneje za izjave za vse medije, tako da mi bomo poklepetali še do konca, ampak če je kakšno vprašanje v tem trenutku iz publike, ne vsi naenkrat, pa vsi imate čiste čevlje. Ja, boste kasneje dogovorjeno, še lažje bo tako tudi nam, a ne? Jaz pa mislim, da moramo okroglo mizo zaključiti pozitivno, ker je prav tako, ker mene so učili v življenju, da v kmetijstvu je prihodnost in danes bomo to potrdile, pa bova medve Petra spet začeli. Prejle smo se že pred uradnim začetkom pogovarjali, da v bistvu vse sogovornice za to okroglo mizo vidite veliko več pozitivnega v življenju matere, mamic na podeželju kot negativnega, čeprav smo slišali, še vedno iz okolice prihajajo ali kakšni stereotipi, zakaj imaš pa otroka v vrtcu, če si pa itak doma, ali pa se ta bo pa že, pa zakaj na dopust, se ti pa ne rabiš dopusta, pa vem, Petra, da ti greš na dopust in prav je tako. A ne? Kaj bi izpostavila kot tista srčika življenja mame na podeželju, je eden izmed razlogov, ki ti da nasmeh na lica, tudi mogoče že odločitev sina, da bi ostal na kmetiji, da vidi to kot priložnost dobrega, zahtevnega, ampak kakovostnega življenja. Ja, to je v bistvu res, je v bistvu obema dal Lovro nasmeh na obraz, ki je izrazil željo, da bi bil prvi doma zaposlen. In to pol pač ugotoviš,
da smo mogoče dajali dober zgled, pa da je le upanje v temu, da le ni vse tako hudo, pa da gre. Veliko mi pomeni, kaj ta mlajša hči videla, ko smo kam šli, ko smo šli na dopust, ko me je vprašala, kaj bo pa ata jedel, kako pa za ata poskrbela. To mi je v bistvu tista, če še kaj naredim ali pa ne, mislim, da sem neki, ali pa da sva nekaj naredila, da smo dali ta zgled otroku. Je pa življenje, ki ga pač vzameš, kot je izziv in to skušaš tako pozitivno gledati na vse, res, da se zavedaš, da je življenje krog slabih, pa težkih časov, pa če so slabi, zdaj prihajajo dobri, če so dobri, se tudi lahko kaj naredi, ni vse samoumevno, tako mislim, da moraš biti pozitiven, da je to ta največ, da si ti, da gledaš res tako pozitivno. Na svetlo plat. Ja, dajmo, se bomo, ne puške, dajmo, se bo to to je izziv, to ga bomo rešili, z tega ven bomo šli močnejši, z tega ven bomo pač nekaj potegnili, z tega se bomo nekaj naučili. Tako, ne pa to, mislim, v glavnem pozitivno. Ja. Lucija, velikokrat še vedno v slovenskem tradicionalnem podeželskem prostoru slišimo, za tistega, ki pa doma ostal, bo pa najtežje. Se tudi s tem soočate pri vas? Je tudi to mogoče katera od tematik, oziroma ko je stiska, mogoče če poudariva zdaj ob koncu pogovora, da je pomoč, da je tudi druga stran, da je poleg prijateljic, pa poleg tistih, ki nam pomagajo v ožjem lokalnem okolju, še vedno neka strokovna pomoč, ki jo lahko čisto potihem dobimo, ni treba, da drugi vejo, psihosocialna podpora seveda je za člane kmetij, za vse člane kmetije brezplačna. Ljudje lahko pokličejo po telefonu, lahko tudi pridajo na Kmetijsko-gozdarsko zbornico, na Gospodinjsko 6, tam imamo tudi urejen prostor, tako zelo diskretno, ni treba čez celo stavbo jeti, ampak zelo tako je urejeno v bistvu, da res zagotavlja to, mogoče tudi anonimnost bi človek rekel, tudi kdorkoli pride k meni, jaz v bistvu o teh primerih ne govorim z nikomer, tako da dobrodošli, vsak, ki ima karkoli, ni pa treba zdaj, da so, ljudje mislijo, da mora biti to neke velike travme, kaj se mora zdaj zgoditi, Veste, včasih so samo neke take zadeve, ki se mogoče pa že 10, 15 let ali pa 20 let kar ciklamo v enih odnosih ali pa v enih, prepirih, v enih ali pa v enih zadevah, ki ne vemo, kako ven izstopati, in nas skozi izčrpavajo, skozi se ponavljajo, ne moramo ven. In včasih je potem en pogled ene tretje osebe dobrodošel, da lahko naredimo potem ta korak iz te stiske ven. Je pa bolje priti prej. Kot ko je kje pa snežno prevelika. Seveda. Zato je tudi tako, se pravim, ta princip, ki ga imamo tudi po telefonu, je fino v bistvu tudi za tiste, ki žal ne morejo prideti. In pa za mogoče kakšne take stvari, da je treba samo malo predebatirati, malo pogledati iz drugega zornega kota, pa se potem zadeva premakne. Ker zadeve so rešljive in to nekatere zelo hitro. Mogoče eni ljudje pokličejo, rabimo samo pol urce o eni stvari predebatirati, lahko naredi premik, nikoli več ne rabi. Tako da so rešljive in bi povabila vsakega, ki mogoče se z nečem takim ukvarja, da ne poskusi. Eva, Društvo podeželske mladine po Sloveniji so tudi opora, sva danes poudarili večkrat, opora mladim mamicam, da pokličejo, da se srečajo, da potrkajo, da pišejo, če ni dobro poklicati. Vedno ste na voljo, kako v tem trenutku pa so močna društva. Zdi se, da je v bistvu zdaj en tak lep val mladih spet v društvih, ali se motim?
Ja, po koroni se je poznal nek upad mladih, ne vemo, ali so bile majhne generacije ali se niso hoteli družiti z nami, zdaj je pa spet porast mladih. Res je, da v društvo ponovadi pridejo mladi tam po 15-16 letih, ampak ponovadi kar ostanejo. In če se je še bil trend, tudi v našem domačem društvu, da ko so se punce poročile, bo postale mlade mamice, so šle, ker so rekli, šle nimamo kaj delati za mlade, zdaj pa ostanejo, ne? Ker tudi pri nas nimamo te starostne omejitve, evo, zdaj si pa pač 30, pazi, dio, se vidimo potem enkrat. Imate seniorčke tudi. Ja, zelo radi poudarjamo, da mi nimamo starostne omejitve, mi sprejmemo vsakega, ki se počuti mlad po srcu, ne gledamo na emšo. Tako da zdaj so tudi v teh starejših društvih, ki ima že res neko zgodovino, kar ostanejo neke te skupince teh, ki so v bistvu skupaj prišli k društvu, pa so potem že starši, ali pa se potem na naših društvenih dogodkih srečajo, pa malo tudi potem se otroci med sabo spoznajo, tako da je nek preplet vseh generacij in potem tudi tako potem prihajajo njihovi otroci potem v društvo. Tako da je res nek lepo stičišče vseh generacij, bom rekla. Res, da nimamo nekih trenutnih samo dejavnosti oziroma aktivnosti tudi na zvezi samo za mlade mamice. Veliko se pa ukvarjamo tudi z ženskami na podeželju, ker vemo, da ponovadi ženska podpira 3 stebre par hiš, ne samo enega. Tako da delamo velik poudarek na temo. Kakšno pa je vzdušje v tem trenutku? Vse splošno najraje malo pojamramo, pa kakšno rečemo, čez državo, pa čez kakšno drugo oblast. V tem trenutku, kako med mladimi v bistvu kroži ta energija, dajmo, da se, imate več kanalov za komunikacijo, lažje se družite, lažje v bistvu delite primere dobrih praks ali pa recimo sodelujete in nadgrajujete znanje, pa rešite kakšen problem hitreje, kot so ga mogoče desetletja nazaj. Je ta val mladih kmetov, kmetic v tem trenutku močan ali je v krču? Jaz bi rekla, da ja, če damo na stran vso trenutno politiko, pa kako se ljudje obnašajo do kmetov, bi rekla, da ja, ker mladi smo zagnani, gledamo, da imamo veliki izzive v življenju, velikrat ne gledamo na posledice, kaj bi se zgodilo, če mi pač nekaj naredimo, pač smo neustrašni, tako bom rekla. Tako da mladi, če znamo skupaj stopiti, se zna narediti marsikaj dobrega. Se pravi, če damo vse te dejavnike stran. Je pa tudi tako, da jaz sem res odraščala na podeželju, hodila sem v šolo oziroma na tak poklic, kjer sem bila edina kmetica v razredu in sem se včasih kar vprašala, Bog pomagi, kaj ta svet vse nosi. Res sem bila sama na se ponosna, kako so me starši vzgojili, pa sem bila stara 16 let, pa sem si doma mislila, joj, kaj mi treba v štalo hoditi pa to. Ker sem pa šla pa res v Ljubljano v šolo, sem pa videla, da sem pač res dobila te delovne navade, dobila res neko spoštovanje do nekaterih stvari, ki jih pač v mestu žal ne dobijo otroci. Žal, tako da sem se tudi odločila, da ostanem na podeželju, res, da ne živim več na doma na kmetiji, ampak včasih je bilo res tako pač ta mentaliteta, pač, če si prišel iz podeželja, si imel delovne navade, so te bolj spoštovali. Zdaj že uratali že tako, da pač ne spoštujejo več kmetov, ampak to bo treba pač obrniti, če želimo, da bo kmetijstvo preživelo. Ampak se najde zelo lepe stvari v temu, v čaru podeželja oziroma življenja na podeželju. Imamo 3 krasne primere tukaj, tako da smo se prepričali na današnji okrogli mizi. Ana, ti ne bi ničesar spremenila, sem še, da bi mož doma ostal. Ja, res. Mislim, sej bo, s časoma bomo delali na tem, res, da ostane še on doma. Tisti pluski, tisti žar podeželja, imaš občutek, da je vse večji, glede na to, da v bistvu vzbrstevajo dopolnilne dejavnosti, projekti, povezovanja. Se mi zdi, da tukaj na Gorenjskem brsti ta del. Samo zraven je treba priti, pa nič se bati, pa nič razmišljati, kaj bojo pa drugi rekli. Ja, res. Ne smeš več gledati, kva bo drug kaj rekel, mislim, a ti soš pa s temu enostaven. Notar je treba priti, pa delati z ljubeznijo. Delati, ne vem, če se da kaj iz narave ven potegniti, ker narava ogromen, da, ne vem, pač jaz imam tako dopolnilno dejavnost, da pač jemljem naravi, ampak jih tudi hkrati dajem.
Tako da, ja, sem ful srečna, ker smo pač povezane med seboj, eno z drugo, pač sodelujemo, različne projekte imamo in tako naprej. Na fino se imamo, no. Uživamo. Janja, tale porodniška je zelo razgibana, saj vem, 4., bo pa 5. boljša. Prav. A imamo v tem trenutku že boljši občutek, več ponosa? Moja mama je pa kmetica, jaz sem pa s kmetov. Ali nam manjka do tam še kakšno leto, 2, da bo, kot slišimo, mogoče v severni državi je to je poklic, to je poslanstvo, ne? Ko to malo posevalo še k nam. Kakšen občutek imaš ti? Ne vem, nekako imam občutek, da smo zdaj na nekem prelomu, ker mi mlajše generacije smo bolj same do sebe, spoštujemo ta del in se to počasi, ampak res počasi začne odražati tudi na okolici. Vsem znamo, imamo veliko znanja, veliko kvalitetnih izdelkov damo iz svojih rok, ki bojo skozi manj samoumevna in se mi zdi, da tisti, ki vidite lepoto, rabimo pa pač podporo en drugega, ker mi marsikaj znamo narediti s svojimi rokami, ampak če nimamo podpore z druge strani, pa nima smisla, tako da bi kar mogel bolj biti tekočno, pa mogoče, ja, mogoče jaz malo vidim to vmesno generacijo, ki je bila bolj z industrijo povezana, da je malo zgubila ta čut, zdaj mlajši pa spet, pa jih mi vabimo na kmetijo, pa vidijo, se to pa fino, se nisem pač čokolada z kravo na sliki. Tudi, mislim, ne moramo zdaj samo pričakovati, bomo tudi mi mogli nekaj, da se bo tle kaj spremenili, ne moramo pa sam na nas računati, no. Bomo vsi mogli zagrabiti pa narediti tudi kaj v pozitivno smer, da bo boljš za vse v bistvu. Skupaj je še močnejši. Tako, ja. Pa pogumni, pa odločni. Tako, mada mlajše generacije. Spoštovane dame, hvala lepa. Izčrpne smo bile. Jaz vam želim res ogromno energije, nič več ur v dnevu, zato ker polih je sem še več. Energije, odločnosti, tega žara v očeh, ki ga vidim pri vas, da bi to vodilo naprej. Hvala, ker ste si vzeli čas v že tako natrpanih urnikih vse, da ste prišle, da ste se pripeljale, da smo o teh pomembnih tematikah danes pregovorili. Zagotovo so kakšne ušesa več slišala, tudi kam se lahko obrnejo po pomoč, tudi da je lahko zelo luštno in kako zelo dobro biti mami doma, čeprav porodniško potem preživljaš tudi na dvorcu visoko. Hvala še enkrat, hvala vsem, ki ste se nam pridružili. Do naslednjič, vse dobro. Dragi poslušalci in drage poslušalke, hvala, ker ste bili z nami skozi okroglo mizo, ki smo jo pripravili v okviru projekta Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja skupaj z razvojno agencijo Sora. Naše sogovornice so bile iskrive in zagotovo, kje v kakšni hiši danes že diši, če ne pa bo v prihodnjih dneh po domačem terjaku, po drobnjakovih štrukljih ali pa po proseni kaši. Naj vam tekne, naj diši po domačem, tako kot je domač vaš radio, Radio Sora, ki je vedno blizu.